Medtem ko imajo nekateri mladi že jasno izdelano predstavo o tem, kje in v kateri smeri želijo nadaljevati svoje šolanje, pa številni o tem niso prepričani. Da bi jim odločitev olajšali, srednje in višje šole ter fakultete vsako leto v februarju vabijo na informativne dni. Dopoldne smo se bodočim dijakom pridružili na največjem šolskem centru pri nas in novomeški gimnaziji. Na večini srednjih šol so jih s predstavitvami predmetov in obšolskih dejavnosti pričakali ob 9. in 15. uri. Vabijo jih še jutri ob 9. Veliko kvalitetnih, dobrih programov. Na šolskem centru mislim, da imamo 35 različnih programov in pa pričakujemo naslednje šolsko leto okrog 3700–3800 dijakov. Za bodoče dijake so pripravili informacije na srednji strojni, zdravstveni in kemijski, gradbeni, lesarski in vzgojiteljski, elektrošoli in tehniški gimnaziji. Zakaj pa tehniška gimnazija? Ker me zanimajo naravoslovni predmeti. Da gre res za obilico možnosti šolanja, je nakazovala množica otrok in staršev, ki so se zgrinjali na šolski center. Prišli so iz vse Slovenije. Za strojništvo se zanimaš? Ja. Zakaj pa ravno to področje in zakaj Novo mesto? Zato, ker mi je Novo mesto najbližji šola. Imam prevoz tudi urejen, da sem. Si se že kaj pozanimal v tem šolskem centru? Imam brata te dol, tako da ja. Kakšne so izkušnje? Dobre. Blaža pa najbolj pritegne elektrotehnika. V osnovni šoli imamo izberni predmet, pa mi je zdaj ful všeč. Pa sem se tu odločil, da bom šel na elektrotehniko. Kaj te pa tako pritegne pri elektrotehniki? Ti kabli, pa kako stvari delujejo, me zanima, v bistvu naprave kakšne. Tudi moja izobrazba je tudi osnovna elektrotehnika, tako da ga podpiram pri tem. Pomagal bom, kakor bom lahko še s svojim starim znanjem. Tudi na novomeški gimnaziji so vsebine učencem predstavili dijaki sami. Jaz mislim, da je to super način, zaradi tega, ker se lahko ti bodoči gimnazijci dosti bolj poistovetijo, vidijo iz neke prve roke, kako je v bistvu šolanje na gimnaziji. Jaz mislim, da to prinese eno tako posebno vzdušje, zato ker ko prideš na gimnazijo in ti predstavljajo vse predmete dijaki, lahko začutiš sam utrip, kako potem tudi pouk poteka, oziroma na koncu šole oblikujejo ljudje, ki so na njej. Na gimnaziji imajo z informativnimi dnevi iz minulih let zelo pozitivne izkušnje. Zelo nam je pomembno, da dijaki poleg pouka, seveda je naše osnovno poslanstvo, torej pouk in na koncu imamo veliko odgovornost, da jih uspešno pripeljamo do mature in seveda, da tudi maturo uspešno opravijo. Vendar gimnazijec mora biti široko razgledan, mora imeti eno širino. Zato poleg pouka izvajajo ogromno drugih dejavnosti, ki so ustvarjajo uspešnega mladega, dodaja.